četrti oddaji nekaj dejstev in nasvetov, kako resnično uživati na smučeh in tudi odgovor na vprašanje, ali je užitek zgolj in samo zarezna tehnika, če povem laično, tako imena carving tehnika. Najprej preprost nasvet. Smučate za lasten užitek in ne za oceno drugih. Torej, z drugimi besedami, lahko si privoščite marsikaj, seveda govorim o kombinaciji stare in nove tehnike. Vse z enim samim ciljem. Smučate na način, v katerem uživate. Seveda danes je terenov več kot dovolj, predvsem so mnogo širši, kot so bili nekoč, zato, če je le možno, izkoristite terene in pokažite, kaj znate. Omenili smo že, pazite, da se vaše smučanje dogaja pod kontrolo in da s tem ne ogrožate drugih. Smučanje samo zahteva precej moči in energije, zato je povsem normalno, da boste po določenem času utrujeni. In naj vas ne bo sram, kolikor se vaša tehnika nekoliko spremeni, s tem mislim predvsem, da se dvigne vaše težišče, da bo smučanje demonstrirano z nekaj več oddrsa in oddrsne tehnike, ampak še enkrat poudarjam, še vedno lahko pri tem uživate in predvsem smučate varno. V tokratnem nadaljevanju oddaje nekaj nasvetov, pravzaprav trikov, s katerimi lahko dokaj hitro izboljšate svoje smučanje. Po mojih izkušnjah gremo lahko po vrsti, najprej gležnji. Predvsem se je potrebno naučiti aktivirati oba gležnja. Vkolikor aktiviramo samo zunanjega, potem, veste, prihajamo v položaj A in notranja smuča ne more izpeljati zareznega zavoja. Torej, poudarjam, prvo so gležnji in potrebno se je naučiti aktivirati oba. Drugo, ali pa drug detajl, je aktivacija, redosled aktiviranja gležnjev in bokov. Torej, najprej gležnji, potem boki. V nasprotnem primeru, če najprej aktiviramo boke, šele na to gležnje, se kolena postavijo v tako imenovan A položaj, smuči v položaj V, kar seveda onemogoča izvedbo zarezne tehnike. Tretji detajl so boki. Seveda lahko smučamo z boki nad smučmi, želja vseh pa je doseči močne naklone, torej potisniti boke daleč stran od smuči. Tudi zato je potrebno nekaj treninga, vendar sem prepričan, da boste ravno v tem našli največ rezerve. Osnovni pogoj, da to lahko storite, je že predtem omenjena aktivacija notranjega gležnja, ki omogoča močno oporo na sneg. In še četrti detajl je notranja roka. Potrebno jo je odpreti in ne držati ob telesu, kar počne velik del smučarjev, saj ravno s tem, ko roko odpiramo, dajemo potreben prostor notranjemu gležnju, da se bo ta aktiviral in da bodo sledile akcije, ki sem jih predtem že omenil. Gremo!